Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši letošnji predzadnji tedenski oddaji Bistriški tednik. Tokrat bomo besedo prepustili trem dobromislečim možem s sivo brado. No, Božiček se nam je na žalost nekje izgubil, najbrž se je zataknil ob kakšen žleb, ko se je z darili vzpenjal na balkon. Kakorkoli že, namesto njega je prijazno in ustrežljivo vskočil še en dobromisleči mož s sivo brado, župan dr. Ivan Žagar namreč. Pa prisluhnimo, kaj nam imajo povedati v teh ne najbolj prijaznih časih. V decembru je prvi, za njim sta še dva, enako prijazna in dobra moža. Ko s pohorja zapihajo hladni vetrovi, ko se snežinke spustimo vse do nižin, ko zadiši po cimetu, po pomarančah, po sveže pečenih piškotih, takrat je december, tisti najbolj čaroben, najlepši, najbolj prazničen mesec v letu, ki se ga vsi tako veselimo. In to je tisti mesec, ko se tudi Slovenska Bistrica, naše mesto, ovije v praznično vzdušje. Takrat, ko zažarijo praznične luči, takrat, ko pridejo med nas vsi trije dobri možje. Tudi letos bodo zagotovo prišli, čeprav bo letos malce drugače, tako kot je bilo v letošnjem letu vse malce drugače. Ampak lahko jim pomagate tudi vi, lahko postanete njihovi pomočniki. Kako? A da dobri možje živijo samo v pravljicah? No, to sicer res drži, ampak ne samo v pravljicah. Kot sem že rekla, lahko tudi vi postanete njihovi pomočniki. Lahko opravite njihovo poslanstvo. Lahko svojim najbližjim, pa sosedom, pa sošolcem, pa sodelavcem podarite svoj nasmeh, toplo besedo, prijazno besedo, ali pa tudi tisto, česar imamo letos kar veliko. To je seveda čas, tisti, ki nam ga ponavadi najbolj primanjkuje. Je tako. No, tudi letos je rekel, da pride med nas prvi, kot smo rekli, Sveti Miklavž, in gotovo je že tukaj nekje blizu. Mislim, da se malce obira, pa poglejmo, kje hodi. Miklavž je sveti mož, morda pa je v cerkvi. Tukaj je. In veste kaj? Parkljev ni, parklja ne smejo v cerkev. Pozdravljeni, pozdravljeni otroci, tisti majhni in tudi tisti malo večji. Kajti, vidite, vsi smo otroci Božji. Sveti Miklavž sem, svetnik. Svetnik in prihajam iz nebes. Dolga je pot iz nebes do zemlje, mnogo stopnic. In jaz sem že star, utrujen. Ampak glede na vso to pričakovanje, vsi tisti, ki me tako pričakujete, sem se potrudil tudi letos in prišel tukaj med vas. Da vas pozdravim, da vam želim vse dobro. Letos je še posebno leto, posebno težko leto. In zato se ta letos vidimo v takšni obliki. Ampak vidite, tudi s vsakim dežjem posije sonce in tudi drugo leto se bomo videli v pravi obliki, v živo. Letos bi se obrnil na vas otroci in tudi tisti malo večji otroci s takšno poslanico, da bi pač se zazrli malo vase, da bi videli, da ni vse samo v darilih, da bi videli in da bi bili dobri drug do drugega, da bi bili prijazni drug do drugega, da bi bili strpni drug do drugega, da bi si zaupali, da bi si pomagali in na koncu, da bi se imeli radi. In zato
če se bo to vse skupaj uresničilo, če bo se vse to uresničilo, potem boste videli, da bodo tudi občutki pravi, prijetni, božanski. Želim si, da bi te moje besede prišle v vašo dušo, v vaša srca. In vedeli boste, začutili boste, da najlepša darila niso zavita. Vse dobro vam želim. Gospod župan, končuje se leto, ki ga zaznamuje predvsem epidemija novega koronavirusa. Pa vendarle je bilo tudi v tem letu v občini storjeno veliko pozitivnega. Kako torej ocenjujete to leto 2020? Ja, treba je reči, da je to leto res posebno leto. Sami ste že omenili, da nas tako rekoč od pričetka spremlja ta koronavirus. V tisti prvi fazi smo ga nekako uspešno s skupnimi napori preskočili. Verjetno smo sredi poletja že vsi mislili, da je zgodba končana. Posledica tega je bila, da smo se verjetno vsi skupaj tudi na zlicu opozorilom stroke preveč sprostili in nas je zdaj v tem drugem valu zadelo še bistveno težje in je tudi premagovanje torej te krize v tem drugem valu, vse po moji oceni, na nek način bolj zahtevno. Čeprav, če se vrnem seveda tudi v tisti prvi val, tudi takrat so seveda bile ogromne težave. Bilo je pa ta virus na nek način popolna neznanka. Soočali smo se z tako rekoč nič zaščitne opreme in je bilo res veliko naporov, da so se te stvari premaknile. V tem smislu je zdaj mogoče seveda lažje, ampak to je na nek način tudi ta nevarnost, ker imam osebno občutek, da jemljemo torej v veliki meri to koronakrizo preveč enostavno in tudi zato je toliko težje zaustaviti samo epidemijo. Bi pa seveda izkoristil to priložnost in bi se najprej rad seveda vsem zahvalil oziroma izrekel priznanje, torej tistim, ki so bili in so še vedno na nek način na prvi liniji. To so vsekakor vsi zdravstveni delavci. Verjetno je posebej potrebno poudariti tudi naš dom za starejše, ker so bili sploh pod posebnim pritiskom in izzivom, ampak so ga tudi nekako prešli. Gre seveda priznanje tudi vsem drugim, ki pač ves ta čas, torej tako rekoč celotno leto, po svojih močeh pomagajo in nenazadnje gre seveda zahvala tudi vsem tistim, ki dejansko jemljejo vse te ukrepe resno. No in jaz upam, da bomo torej to, da je treba resno to imati, prenesli res na vse, ker samo, če se bomo vsi 100% držali teh ukrepov, potem lahko pričakujemo, da bomo nekako to krizo prešli. Jaz sem seveda prepričan, da jo bomo. Nenazadnje se kažejo tudi rešitve v obliki cepiva, ki se že napoveduje. Tako da v tem smislu upam vseeno, da grejo stvari in verjamem, da grejo stvari na boljše in v tem delu moramo biti optimisti. Glede na to, da nas ves čas sicer tudi spremljajo različne preizkušnje, ampak smo jih vedno na nek način uspeli uspešno premagati in zagotoviti to, da torej to življenje pri nas v teh naših krajih pač vseeno, verjamem, poteka na način, ki si ga ljudje želijo, pa tudi zaslužijo. Zdaj ob tem seveda nismo pozabili na ostale dejavnosti. Na nek način se je program torej tudi na tem občinskem nivoju odvijal. Seveda je treba reči, ker je seveda to, nenazadnje, ta program je v veliki meri vezan na seveda samo izvajanje in načrtovanje
investicij, tistih, ki pač pomenijo dvig dodane vrednosti in s tem tudi boljšo kvaliteto življenja, da seveda je na to dinamiko dejansko tudi ta koronavirus vplival, ne, da je to vplivalo na način, da so se stvari upočasnile, posebej v tistih delih, kjer smo pač odvisni tudi od drugih inštitucij, recimo predvsem inštitucij iz državnega nivoja. No, ampak vseeno, ne, smo kar nekaj torej v tem letu tudi postorili. Zdaj, če grem malo po področjih, smo na področju recimo družbene dejavnosti praktično zaključili investicije v predšolsko vzgojo z odprtjem ali pa končanjem vrtca v Laporju in že pričetku investicije, ki je sicer manjša na Keblu, tako da ta program se res zdaj končuje in je po moje standard na nivoju, ki nam ga lahko tudi druga okolja v veliki meri zavidajo. Zdaj tudi na osnovnošolskem področju smo torej za to investicijo v drugo osnovno šolo, kuhinjo, naredili še en korak naprej. Tudi na tem področju se v bistvu na nek način s tem, pa še z bodočo finalizacijo, torej povečanje na te druge osnovne šole, tudi šolski program na nek način končuje, ne, so še pač zdaj posamezna vzdrževalno investicijska vlaganja, ki pa so še pred nami, ampak sicer imamo tudi na šolskem področju izjemno dober standard. Zdaj na športne področje je verjetno največja investicija, pa največja pridobitev bila obnova bazena, skupaj ne, še z tem igriščem, ki je tam v Slovenski Bistrici, pa z temi igrišči za mlajše, tudi ta kolopark, na nek način se seveda s tem ureja torej leva stran potoka Bistrice, čaka nas še desna. No, na tem delu pa smo seveda veliko energije pač vlagali v samo pripravo dokumentacije, tako za urejanje teh parkirišč pred domom, pred zdravstvenim domom in povezano z bodočo investicijo v zdravstveni dom. V zaključni fazi je tudi vsa dokumentacija, ki je povezana z obnovo športne dvorane. Zato bi še rad enkrat poudaril, da pri torej obnovi športne dvorane, ki je res nujna obnove, ne, tudi skozi vsa ta leta, ne, je že res v takem stanju in je to pravzaprav od športnih objektov eden od objektov, ki je v najslabšem stanju v celotni občini Slovenska Bistrica. Ob vseh vlaganjih, ki so bila, torej je ta nujna ureditev potrebna, ampak zdaj žal zaradi teh zahtev kulturno-varstvene, ni mogoče celotne investicije speljati na območju obstoječe športne dvorane. Govorim seveda o tem plezalnem delu, ki ga je pač bilo potrebno preseliti na drugo lokacijo in zato je pač ta plezalni center na drugi lokaciji, je še vedno v športnem parku in je sestavni del pravzaprav urejanja te športne dvorane. Zato, ker mi moramo seveda vse, kar je povezano s plezanjem, z ureditvijo dvorane, umakniti iz dvorane, ne, zaradi višin pa tega pa zaščitenega območja pač to ni dopustno. No, in zato je to situacija, da pač imamo v bistvu urejene športne dvorane na dveh lokacijah, ne. In to je zalogaj, ne, ki bo v naslednjih 2 letih verjetno eden večjih, ne. Zdaj aktivnosti potekajo tudi na drugih območjih, neintenzivno se še naprej vlaga na komunalnem področju, tudi tu recimo v mestu je bila povezano z torej urejanjem Tomšičeve ulice, pa ne samo, da se je uredila celotna kanalizacija, ne, tam se je tudi uredil torej tista ostali del, vsaj v enem delu, ne, od torej tega cestišča, ne, pa javne razsvetljave, ne, ki je mimogrede menda prva pametna javna razsvetljava, ki jo imamo v občini Slovenska Bistrica. Zdaj izvaja se investicije recimo na Pokošah, kar se tiče kanalizacije, gre s tem tudi v zaključevanje tega drugega večjega sistema kanalizacije, potem pa je bilo narejenih še kar nekaj teh torej aktivnosti na tem področju, na drugih delih. Je pa res, da smo tudi tu imeli kar precej energije bilo vloženo v pridobivanje in zaključevanje kanalizacije, posebej, če še omenim tu Zgornjo Poskavo, kjer smo končno dobili to odločbo, ne, za izvedbo. Zdaj v tem trenutku poteka
pač javno naročilo. In jaz upam, da ne bo prevelikih zapletov, kot smo jim priča sicer, to je že pravzaprav folklora v Sloveniji, torej tudi na tem delu. Pa kar nekaj projektov je pripravljenih za nadaljevanju tudi v samem mestu in po drugih koncih. Zdaj, kar zadeva cestne infrastrukture, bi verjetno našli skoraj vsako krajevno skupnost, po kateri so se določeni projekti pač speljali. Za en del je bilo teh projektov povezanih tudi z ureditvijo ali pa zaključkom ureditvijo torej železniške postaje Slovenska Bistrica oziroma na območju Črešnjevca. Tam smo tudi pripravili praktično dokumentacijo za končno to povezavo kolesarsko med Slovensko Bistrico in Črešnjevcem. Jaz tudi upam, torej to železniško postajo, tudi upam, da bo to realizirano v naslednjih dveh letih. Zdaj, kar nekaj energije seveda je bilo tudi porabljene za ukvarjanje z temi večjimi projekti, ki jih sicer financira ali pa jih bo izvajala država. Če samo omenim zahodno obvoznico, zdaj tam smo te res končno po vseh teh letih naporih, pri čemer je te zelo jasno povedati, da pač je direkcija tista, ki je tudi investitor. Nekaj prvo fazo je bila pravzaprav na občinskih plečih, s tem, da smo pridobili evropska sredstva, zdaj v tej drugi fazi je to celoti na plečih direkcije, no pa je seveda soinvestitor v tistem elektrodelu. In torej zato je zakončno tudi izdano gradbeno dovoljenje, tudi pravnomočno podpisane so izvajalske pogodbe, tako da jaz imam to informacijo, da bi še ne v letošnjem letu bila uvedba v delo, jaz pač upam, da bo zdaj čim prej tam tudi stroji zabrneli in da bo projekt stekel. Zdaj drugi tak velik projekt, vitalen, še bistveno večji, je urejanje železniškega vozlišča na Pragerskem. Tam so se stvari tudi zamikale, zdaj so se končno premaknile ovire, ki so bile povezane z okoljevarstvenimi pogoji, so bile odstranjene tudi z pač spremembami zakonodaje, ki jih je ta vlada pripravila, tako da bi naj tudi ta projekt recimo v naslednjem letu stekel. Tako da je, kar se tega dogajanja tiče, so se pač peljali številni projekti. Zdaj tudi smo seveda neke tekoče stvari pač peljali, ne bom naštel vseh manjših zadev, tudi nekaj stvari recimo na področju kulture pač tekoče teče, recimo obnova na Zgornji Podskaji, pa manjše zadeve po posameznih okoljih. Mogoče je treba to omeniti še ena stvar, zdaj res, kar se je pa tudi zgodilo, in to pa je vpliv torej tega koronavirusa, je to, da je v veliki meri zamrlo neko družabno življenje, ki je povezano z aktivnostmi številnih društev na številnih področjih. In od športnega, kulturnega, potem so razne druge civilno-družbene inštitucije, tudi nekatere promocijske recimo prireditve povezane z samooskrbo, z vinogradništvom in tako naprej, če samo omenim recimo Podobe. Skratka, vse te stvari so žal v letošnjem letu odpadle. Zdaj posamezniki so pač iskali druge niše, tudi druge pristope uporabljali, vendar seveda to ni to. Tako da jaz upam in pa verjamem, da so izrabili ta čas vsi za neko načrtovanje projektov v prihodnje, da so se prilagodili možnostim, ki pa vseeno ta čas dopušča, in da bo seveda to življenje pravzaprav v popolni celoti ponovno zaživelo v naslednjih letih. Tam, ker bo pač potrebno verjetno reči kak dodaten napor. Tako da, če se zdaj ozremo recimo na to leto, potem v tem smislu lahko ugotavljamo, da je bilo tudi sicer kar aktivno. Zdaj v povezavi s tem je seveda, kar jaz pač vedno poudarjam, da v Slovenski Bistrici mislim, da beležimo to vrstne dobre rezultate, predvsem zaradi tega, ker na nek način smo znali izpostaviti neko sodelovanje med vsemi segmenti družbe, od gospodarstva, če hočete, do tega javnega sektora, do civilnih družbenih inštitucij, da vsi prispevajo svoj delež, in tudi zaradi tega je klima v tem prostoru seveda po mojem pozitivna. Ob vseh težavah, ki nas spremljajo, zdaj tudi gospodarstvo seveda se je temu v veliki meri prilagodilo, teda tisti del
recimo bolj industrijskega gospodarstva, na nek način se po mojih informacijah deluje, stvari tečejo, ne znam se niti predstavljati, da bi jih ustavili, ker potem se bo pravzaprav ustavilo vse, ne. Res pa je, da so vse posamezne panoge pač prizadete, zdaj tam, kjer smo lahko tudi mi pomagali, predvsem recimo pri teh najemninah oziroma odpisih na najemnine smo tudi pač mi pomagali, sicer pa jaz verjamem, da znajo tudi izkoristiti pomoči, ki jih država pač omogoča na voljo, ne. Tako da je to leto na nek način na eni strani bilo torej uporabljeno za to, da smo peljali projekte, ki so zastavljene, ne. Na drugi strani je bilo pa kar precej energije vključene, ne, v pripravo nekih novih projektov, načrtov, tudi dokumentacije, mogoče še samo to, ne. Vem, da ljudje pač težko pričakujejo in razumejo, da se neka stvar dogaja šele takrat, ko jo fizično vidijo, da se izvaja, če govorimo recimo o investicijah, ne. Je pa treba le povedati, ne, da pač žal, ne, za investicije mi danes več časa, pa bistveno več časa porabimo za pripravo same dokumentacije, za pridobivanje vseh soglasij, vseh dovoljenj, ne, kot pa potem za samo izvedbo. Pa ne samo soglasje, gre tudi za recimo pridobivanje zemljišč in vsega ostalega, ne, kar je posebej vezano na neke infrastrukturne projekte. Tako da mi imamo tudi, nekaj tega sem že seveda omenil, nastavljen ta cikl za prihodnje obdobje, ne. Načrtujemo tudi aktivnosti, ki so vezane recimo na dom starostnikov, ne, širitev tega doma. Jaz upam, ne, da zdaj seveda je tudi dinamika teh projektov prihodnje, ne, pa naših načrtov odvisna od tega, v kolikšni meri bo država omogočila dostop recimo tudi do nekih drugih virov, ne samo občinskega proračuna, recimo evropskih pa nacionalnih. Zaenkrat so stvari nastavljene v neki pozitivni smeri, tudi v vseh teh razgovorih, ki jih imamo. Jaz imam nenazadnje tudi, sem imel kar nekaj razgovorov tudi, ker pač vodim ta svet vzhodne kohezijske regije tudi s pristojnimi ministri, državnimi sekretarji, tako da zaenkrat stvari tečejo v pozitivni smeri in jaz upam, da bodo take tudi ostale, ne. Ker realizacija je v veliki meri odvisna pač tudi od tega. Mi želimo seveda na vseh teh področjih pridobiti dodatna sredstva, tudi sicer, ne, mogoče še to, ne. Ne glede na to, da v teh zadnjih letih pravzaprav smo imeli občine zelo omejen dostop do evropskih virov, smo mi kar bili pri tem aktivni in velikokrat nam je uspelo seveda tudi pridobiti direktne projekte, ne. Zadnji takih je, ki je vezan na obnovo tega lovskega dvorca in pa z temi našimi razvojnimi načrti na področju recimo tega rokodelskega centra, smo tudi vključeni en projekt, v bistvu Horizont, gre za ta čisto raziskovalni projekt. Da mi participiramo pa sodelujemo v številnih projektih, ne, ker smo pač vključeni, gre tudi za direktne dostope in tudi zaradi tega neka dinamika tu poteka in tudi zaradi tega, ne, sem prepričan, da smo lahko pač v razvojnem smislu optimisti za prihodnje, ne. Gospod župan, ob koncu pa še vaše voščilo občanom in občankam. Ja, zdaj prihajam v čas praznikov, časi so še vedno izjemno zahtevni. Tudi prazniki bodo seveda doživljeni drugače, kot so bili v preteklih letih v domačem krogu, zato jaz tudi sam želim, da torej najprej seveda še enkrat res na nek način tudi prošnja, ne, da se pač in apel na vse, ne, da spoštujejo te ukrepe, ne, in pač naj imajo v mislih to, da z temi ukrepi pravzaprav se odgovorno obnašajo do sebe, se odgovorno obnašajo tudi do svoje okolice, do drugih, da so s tem tudi solidarni. Gre za to, da ne smemo pozabiti na te vrednote, ne. Mogoče je treba pač spomniti, ne, da smo na nek način zdaj tudi v spominjanju na 30 let samostojnosti naše države, da je bilo takrat tudi ogromno entuziazma, zahtevne okoliščine v drugačnih sicer okoliščinah, da pa so seveda vrednote, ki so bile takrat tiste, ki so nas pripeljale te države, pravzaprav zdaj jih potrebujemo ponovno, pač da pripeljemo te težave, no. Jaz sem optimist, da bomo to uspeli. Vseeno pa ob tem se želim, no, da pač vsi v miru preživijo te praznike, mogoče bolj na miren način,
to je tudi prilika, da se pač zazrejo mogoče malo sami v sebe, ne. Da se z nje nazadnje tudi naberejo neke nove energije in glede na to, da sem prepričan, da bomo tudi to krizo znali uspešno skupaj premagati, da bodo potem lahko nekako aktivno stopili v novo leto, ne, pač z nekim novim zagonom in da naj pravzaprav vsega tega vzamejo tisto, kar je pozitivno, ne. Tako da v zaključku pa seveda želim vsem zdravja in vse dobro v naslednjem letu. Letošnje leto je precej drugačno od prejšnjih. V Razvojno-informacijskem centru Slovenska Bistrica so se v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica in Otroškim mladinskim društvom Fridina Mišnica odločili, da bodo toplino decembrskega vzdušja v danih razmerah skušali pričarati s praznično okrasitvijo, razsvetljavo in ureditvijo osrednjega mestnega trga. S prehodom pod svodom lučk bodo tako lahko Bistričani v krogu družine, sami ali pa v dvoje, doživeli pravljično deželo in jo, kot pečat v upanju na srečno leto, ki prihaja, pritisnili in ovekovečili tudi na svoji fotografiji. Prav tako bodo lahko otroci vsak dan, od 14. do 30. decembra, ob 17. uri s pomočjo interneta, računalnikov in pametnih telefonov pokukali k pomočnikom dedka Mraza in jim tudi s svojo pomočjo in namigi pomagali najti pot do njega. In živeli so srečno do konca dni. Pozdravljeni. December je in tako kot vsako leto sem tudi letos že pripravljen. Kot vidite, je tudi babica zima že nasula snega, tako da se z travnikov in hribov že sliši otroški vriščin smeh. Tako je, čudno leto je za nami. Mnogo ljudi je zbolelo in veliko zdravnikov se trudi, da bi jih pozdravilo. Zato pa bi bilo res dobro, da vse, ki me spremljate, lepo pozdravim in vam zaželim v novem, prihajajočem 2021. letu veliko lepšega in veliko zdravja in veliko vsega, kar si sami želite. Od mene pa darila zagotovo dobite. Ste se nekateri v pismih spraševali, če bom letos sploh prišel kaj. Ne skrbite. Dedek Mraz je zdrav kot dren. Zdrav kot riba, ja, če hočete. Tako. Torej vsem, babicam, dedkom, očkom, mamicam, bratrancem, sestričnam, pa vsem, ki me poznajo, pa tudi vam, srečno in zdravo in predvsem lepše leto, kot je bilo letošnje.